Izolski lovci pa opozarjajo vse, ki se radi sprehajate v širši okolici izolske bolnišnice. Tam so namreč v zadnjih dneh večkrat opazili kar delo divjih prašičev z mladički, ki so lahko tudi precej nevarni. Še posebej k previdnosti pozivajo vse, ki se na sprehod odpravljate z otroki in hišnimi ljubljenčki. In kaj če srečate žival, kako se odzvati? Jaka Vran. Družina divjih prašičev v Oljčniku, tik ob cesti, nedaleč od izolske bolnišnice. Vse pogostejši prizori, ki so lahko iz varnosti vozila tudi simpatični, če bi se kdo s krdelom soočil peš, pa bi lahko bili zelo nevarni. Divji prašiči se običajno umaknejo sami, vendar razdalja pomaga preprečiti zaplete. Izolski lovci, ki so objavili ta video posnetek, zato sprehajalce opozarjajo. Predvsem, da se jim ne približujejo, da ne probajo delati nekih fotografij ali ne vem kaj takega. Enostavno, da se odmaknejo in splošno, da jih tudi ne hranijo, ker divji prašič je zelo nevaren, največ pa svinja, ko ima mlade. Pa to še zdaleč ni edini primer. Nekaj dni prej so tole posneli na Markovcu, to krdelo pa se je ujelo v objektiv na Pomjanu. Kot pravijo lovci, ne gre toliko za to, da bi se populacija divjih prašičev nekontrolirano širila na tem območju. To ni del problematike. Mi v lovski družini Izola to, kar nam zada država, smo presegli že vse možne kvote. Recimo lani smo imeli 125 uplenjenih prašičev, kar je zelo visoka cifra. Vendar populacija v slovenski Istri le redko kje še najde svoj mir. Lovci pravijo, da je težava v tem, da je v gozdovih vse več sprehajalcev, kolesarjev, takšnih in drugačnih rekreativcev. Vse to pa moti divjad, ki se zato iz svojega naravnega habitata pomika proti urbanemu okolju. Zato tudi takšni prizori, tole je v okolici Šareda, niso več redkost. Družina divjih prašičev si svoja bivališča postavlja tik ob hišah na zaraščenih površinah. Prašič je že takoj pod hišami, 20 metrov pod hišami, ker tam je najbolj varen, ker tam dejansko ga nobeden ne vznemirja. Nenavadno je tudi to, da so aktivni podnevi. Lovci zato vse, ki opazijo podobne prizore, še posebno v urbanih naseljih, prosijo, da jih o tem obvestijo.